reči, da je dogodek, ta dvodnevni, tako kompleksen, da nisem čisto prepričana, da imamo Eva, Sara in naša dekleta in fantje na Andragoškem centru, vključno z mano, vse niti v rokah, ampak se niti več ne sekiramo, zato ker nekako verjamemo v to, da bo tudi zaradi vas vseh nastala ena taka lepa zgodba, ki se danes začenja na tej lokalni ravni, zato ker mi pač ajdovščino doživljamo kot zibelko, pa eno od zibel neformalnega izobraževanja in učenja odraslih. Mnogo stvari že vemo, poznamo Natašo, poznamo Mohorčič, vašo vodjo v nekaterih primerih, poznamo druge ljudi, ki tukaj živijo in ustvarjajo. In prav iz tega razloga smo se odločili, da kolokviju v ožjem smislu priključimo še tale dogodek danes zjutraj tukaj v Ajdovščini in potem samo še nadaljujemo danes popoldan in jutri. Prisrčno vabljeni, kaj sem tem nič nisem naredila, čeprav tukaj pritiskam, prisrčno vabljeni torej tudi na popoldanski sklop, pa na jutrišnjega, ampak verjamem, da bomo mi danes tukaj dali ta pravi ton za to, da bo celota uspela maksimalno. In že zdaj čestitam vsem nosilkam tega jutranjega dogodka. Vem, da ste se pripravile za to, ampak vem, da je odzadaj ogromno dela, ogromno rezultatov, ki so in bodo tudi sejali dobro brez današnjega dogodka. Z današnjim dogodkom pa še toliko bolje. Tako da uživajmo vsi skupaj. Hvala. Še en lep pozdrav v imenu Ljudske univerze Ajdovščina. Pri nas na Ljudski univerzi Ajdovščina načrtno razvijamo in izvajamo neformalna usposabljanja, s katerimi odgovarjamo na potrebe po znanjih, veščinah za dvig zaposlitvenih možnosti, za boljše življenje posameznika in razvoj Zgornje Vipavske doline. Naštela sem le nekatera, najbolj prepoznana in večkrat izvedena usposabljanja, jih je pa še kar nekaj drugih. Zanje smo iz okolja prejeli marsikatero pohvalo, saj smo razvijali novosti tam, kjer so drugi morda tudi obupali. Nekaj rezultatov in učinkov. Vključeni so bili udeleženci iz različnih ciljnih skupin, tisti bolj in manj izobraženi, iz našega okolja, pa tudi iz območja od Tolmina, Nove Gorice, Idrije, Ljubljane, pa celo do Kopra. Številni so po zaključenih usposabljanjih uspešno pridobili nacionalne poklicne kvalifikacije in se tudi zaposlili. Nekateri so se odločili za nadaljnje formalno izobraževanje, spet drugi pa so se k nam vračali v nova izobraževanja. Študijski krožki, verjetno jih poznate, drugo leto bodo praznovali 25 let od prvih začetkov v slovenskem prostoru. Hvala Andragoškemu centru Slovenije in dr. Neveni Bogataj za ves trud na tem področju. Ljudska univerza Ajdovščina ima nekako 20-letno tradicijo izvajanja krožkov. Potekalo je že več kot 70 študijskih krožkov, kjer so se udeleženci različnih generacij in iz različnih ciljnih skupin učili, širili znanje ter koristne spremembe. Delovali so na področju osebnostne rasti, kulture, znanja računalništva, klekljanja, turizma, kuhanja, pletenja, pa še in še bi lahko naštevali. Naši krožki so prinašali razvoj tako posameznikom kot okolju v območju od Predmeje na gori, Lokavca, Dorenberka, do Ajdovščine, Budan, Vrhpol, Slapa in Vipave. Zahvaljujem se vsem mentorjem in udeležencem za njihovo požrtvovalnost, ki je bila nagrajena tudi s priznanji Andragoškega centra Slovenije. Naj tokrat izpostavim dva zeliščarska krožka, študijski krožek Zeliščna Mavrica, ki je aktiven na Brjah, in še posebej študijski krožek Sivka, ki od leta 2013 deluje v Podragi pri Vipavi. Z vsem žarom ga vodi Nataša Mohorčič, ki je z nami danes tukaj. Ponosni smo, ker je bila dobitnica priznanja posameznikom za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja za leto 2015. Oba krožka nam prinašata medgeneracijsko učenje, razvoj in koristne spremembe.
na področju zelenega izobraževanja ter ekologije. Zato danes načrtno skrbimo za njuno povezovanje ter vključevanje v različne projekte, tudi v program PUM, dejavnosti učnega centra Brje in urbanega vrta v Ajdovščini. Udeleženke študijskega krožka Sivka med druge sodelujejo na zelenjavah, v letošnjem letu pa so svoje delo nadgradile z izdajo brošure Sivka. Gotovo ste jo opazili na njihovi stojnici zunaj, vabljeni k pogledu. Danes bodo sodelovali tudi v razpravi. Več informacij in publikacij najdete na naši spletni strani. Za zaključek pa si oglejmo še nekaj minutni predstavitveni film o Nataši Horčič. Sicer je od leta 2016, ko je bil posnet, bilo kar nekaj novosti, zato vas vabim, da kasneje udeleženke tudi osebno še kaj povprašate in mentorico o novo zastavljenih ciljih. Vabljeni pa seveda tudi na pokušino njihovih zeliščnih dobrot, ki bo kasneje v avli. Mladi pomoci, mladi, ki so zaradi svojih potreb in stisk v okolju prepogosto označeni negativno, kot neki brezupni primeri na vseh področjih. Naši pomoci so želeli to spremeniti in ustvarili za to, kar tako videste na milica. Tako, še malo začutili ste. Pridih zelišč. Ja. Sva Ksenija, organizatorka izobraževanja odraslih. In Maja Lemut, mentorica programa Projekt učenja mlajših odraslih na kratko PUM-u. Ja, in danes bi radi, da začutite našo zgodbo, kot so jo naši pumovci. Kako se je pravzaprav začelo? S preprosto željo po nekem majhnem samooskrbnem vrtu, ker bi mladi v programu PUM-u sami pridelovali zelenjavo, zelišča za svoje kuharske delavnice. S to željo smo šli do občine Ajdovščina, ampak občina nam ni želela vrta, dobili smo njivo. Občina Ajdovščina je namreč že lani pričela na svoji občinski njivi v okviru projekta uvajanja novih kmetijskih kultur, je namreč posadila vrtnine, ki morda za našo okolje so morda dvomljive. Ampak izkazalo se je, da uspeva tudi v našem okolju, v naših podnebnih razmerah. Letos je bila na njej predvidena zasaditev ameriškega slamnika in drugih zelišč, kot nas smo se rekli, in sprejeli ponojen izziv. In na tem mestu je začel svojo zgodbo pisati nov projekt programa PUM-u, projekt Urbani vrt. Naši fantje so pomagali najprej vzpostaviti namikalni sistem, potem pa smo vsi skupaj zasadili ameriški slamnik, sladke pelin, origano, baziliko, poprovo meto in laški smilj. Ko so zelišča zrasla, smo jih najprej poželi, potem smo pripravili na sušenje, posušili jih, posušenje smo potem pripravili za shranitev in na to tudi ustrezno shranili. Pri vsem tem so nam svojimi znanji in izkušnjami, svojimi strokovnimi nasveti pomagali zeliščarke. A mladi niso želeli, da ostane pri tem, da ostane pri čajih in začimbah. Želeli so si nekaj več. Zato smo se povezali z Urško Lemoš Šuštršič iz Vile Lavande in ustvarili različne kozmetične izdelke. Na drugi strani Vipavske doline pa je svojo zgodbo pisal Učni center Brje. Učni center Brje je v širšem okolju zelo dobro poznan kot center znanja, center izmenjave izkušenj različnih generacij in povezovanja med sadjarji. V Učnem centru Brje pod organizacijo Ljudske univerze Ajdovščina potekajo delavnice in predavanja na temo pridelave sadja. Vendar vse skupaj ni ostalo le pri sadju. Program delavnic in predavanj smo želeli nadgraditi in popestriti, udeležencem pa seveda s tem ponuditi tudi bolj pestre vsebine. In ker so zelišča danes tako zelo aktualna in med ljudmi zelo dobro sprejeta, smo se odločili, da tudi v Učnem centru Brje zadiši po njih. In tako smo vzpostavili predavanja in delavnice na temo pridelovanja in uporabe zelišč v vsakdanjem življenju.
A za pripravo takšnih delavnic smo seveda potrebovali surovine, potrebovali smo zelišča. In tukaj se je pravzaprav odprlo tisto ključno vprašanje, kje jih dobiti. In tako se je začela naša skupna zgodba. Skupna zgodba z mladimi iz programa Projektno učenje mlajših odraslih Ajdovščina. Na urbanem vrtu so ti mladi nabrali baziliko. Kaj baziliko? Ogromno bazilike. In naši udeleženci v učnem centru Brje so iz nje naredili peso. Ogromno pesa. Projekt Urbani vrt tako pripoveduje zgodbo o medsebojnem povezovanju, sodelovanju ljudi različnih generacij, različnih izkušenj in znanj. Takšna oblika medgeneracijskega sodelovanja pa je pripomogla k zavedanju današnjih družbenih in okoljskih sprememb, ki jih vsakodnevno srečujemo in se pač doživljamo. No in tako so v zgodbi Urbani vrt nastali naslednji izdelki, ki vam jih bom predstavila in jih lahko tudi vidite tukaj na mizi. Med zbirko zelišč smo tako predstavili ameriški slamnik, baziliko, zeliščno sol iz origana in bazilike, sladki smir, sladki pelin in pa seveda origano. Iz kolekcije kozmetike pa imamo tukaj ustno vodo iz polprove mete, hidrolat iz polprove mete, losjon iz polprove mete in pa mazilo iz polprove mete. V učnem centru Brje pa so naši udeleženci skuhali marelično in breskovo marmelado. Radi bi na celoten proces našega projekta, čeprav digitalne oblike nekako doživite tudi vi. Zato vabim na žled. Lepo pozdravljeni. Sem Marta Gregorčič. Hvala. Zaprošena sem bila, da vam danes predstavim en projekt, ki smo ga izvedli v Mariboru, Urbane brazde, oziroma projekt skupnostnega urbanega ekovrta in hkrati, da vas potem prek delavnic peljem do cilja, ki bi bil, da ugotovimo, kaj bi se lahko iz te njive, o kateri je bilo govora v filmu oziroma v tej predstavitvi, kaj bi se potencialno lahko znotraj Ajdovščine razvilo. Jaz sem sicer sociologinja, delam v zelo različnih področjih in zelo različnimi ljudmi, mislim, da se vi med sabo bolj poznate, kot jaz vas poznam. Vseeno sem pa delala tudi veliko na raznolikih učnih praksah, predvsem pri gradnji skupnosti od spodaj. S tem mislim na vzpostavljanje tega, kar nam je neoliberalizem iztrgal iz naših skupnosti, se pravi to družbenost, prek katere sploh živimo kot ljudje. Imela sem eno priložnost, da sem leta 2000, konec leta 2010 lahko odšla v Maribor in sama zastavila projekt, ki bi sodil v Evropsko prestolnico kulture. Maribor je bil 2012 Evropska prestolnica kulture. Nekako je primanjkovalo idej, kulturnih, umetniških in ostalih. In prosili so me, da mesto postavim nekaj, kar bomo lahko predstavili Evropi. Z nekim svojim preteklim znanjem, predvsem sodelovanja, participativnega učenja in pa participativnega soraziskovanja s skupnostmi, ki ekonomsko, gospodarsko, socialno in še kako drugače niso v najboljši kondiciji, sem se nekako s tem zavedanjem odpravila v Maribor in izdelala projekt in danes vam bom predstavila samo enega od 7 projektov, ki smo jih tam realizirali. Vendarle pa bi rada rekla še par besed. Vendarle pa bi rekla še par besed, da nekako tole današnje predavanje sem razumela kot izziv, kako vas vzpodbuditi k participativnim praksam. Dobro je, da smo v Ajdovščini, ker Ajdovščina ima neke nove impulze v tej smeri. Eden od teh je tudi participatorni proračun, ki ste ga že izvedli na pobudo vašega župana. Drugo je, in česar sem se zavedala šele letos, ker v Ajdovščini raziskujemo tudi udeležbo, participacijo starejših moških, 60+, v družbenih dejavnostih
v učenju, v izgradnji ali pa izboljšanju njihove blaginje, sem ugotovila tudi, da je Ajdovščina družba, ki je izredno povezana in kjer starejši reflektirajo svoje okolje, predvsem prek vrednot, ki izhajajo tako iz nekih antifašističnih tradicij, kot iz 90-ih let sprejema beguncev in begunk v Ajdovščini, kot tudi iščejo, oziroma v tej fokusni skupini so ljudje reflektirali pozitivne učinke krize, ki vas je v Ajdovščini zlomom vseh teh podjetij prizadela. V tem smislu se mi zdi zanimivo izhajati z tega izhodišča, ker to je bilo tudi osnovno izhodišče urbanih brazd, ki sem izvajala. No, in kot tretje izhodišče, ki je pomembno, je, zakaj danes stvari delamo in kako se jih lotevamo. Ne moramo brez tega, da živimo v neoliberalnih družbah. Če hočemo ali ne, to je dejstvo in lahko si še tako zatiskamo oči. Imamo znotraj vsake skupnosti, znotraj Ajdovščine, znotraj Ljubljane, Maribora in tako naprej skupine, ki so deprivilegirane skupine, ki se ne morejo vključevati, ljudi, ki ne morejo preživeti in tako naprej. Hkrati pa tudi tisti, ki nismo v tej situaciji, se dnevno soočamo s tem, kako kot družbena bitja, kot sem že poudarila, delovati znotraj naših družb. Ker te skupnosti so umanjkale, vse več je projektov in nekih impulzov v smeri doseganja ciljev, ki pa pogosto govorijo proti ljudem. No in jaz sem prišla v Maribor leta 2010, če se spomnite, konec leta 2012 je Maribor že izgubil župana, so bile slovenske ostaje, ki so prerasle iz Maribora in Maribor je tudi imel neko zgodovino, ki jo zdaj ne moram razlagati, ampak ki je bila po osamosvojitvi dokaj boleča, predvsem če gledate tudi statistično po odstotkih brezposelnostih, izključenih po številu izbrisanih in tako naprej. In kot nekdo, ki pride od zunaj v mesto, kot sociolog, ki naj bi postavil neke projekte, jih pokazal v Evropi, hkrati pa tudi Mariboru prinesel, recimo temu nekaj pozitivnega, sem se jaz te naloge lotila z veliko senzibilnostjo do okolja, v katerega sem vstopala, in tudi do tematik in problematik, ki jih je samo mesto imelo. Vizavi Ljubljane, vizavi Slovenije, brezposelnost, mladi brezposelni, izključeni, manjšine, Romi, begunci in tako naprej. In pri urbanih brazdah, kot sem že prej omenila, smo naredili 7 projektov, od tega so bili 3 ekološki. Čisto na kratko jih bom povzela in poseben poudarek bom to dala skupnostnemu urbanemu ekovrtu. Zakaj smo se sploh odločili, da gremo v to vrsten projekt, se nam je zdelo ravno z vidika, da slovenski podatki govorijo in mogoče ta osveščenost danes boljša, kot je bila pred 6-7 leti, da vsak dan zgubimo 3,3 hektarje površin oziroma vsak dan zgubimo 3,3 kmeta na prebivalca in 7 hektarjev površin na dan. Naša samooskrba, preskrba je izjemno nizka, večino zelenjave in sadja, če ne govorimo o ostalih stvarih, uvažamo, pri zelenjavi smo samo 10% preskrbi. Da ne govorimo o tem, da je Slovenija na vrhu, kar zadeva rakava obolenja in katerekoli kazalce pogledamo, nam ti kazalci kažejo, da smo vse bolj odvisni od korporacij, ki nam prodajajo poceni hrano. Iz tega vidika, iz celotne analize in tudi iz nekega zgodovinskega ozadja, da Maribor naseljujejo okoliški prebivalci takratnega mesta, ki zelo spodbujajo nekako urbano vrtnarstvo, ki ni zaživelo, smo se mi lotili pač teh 3, recimo ekološko, kmetijskih projektov. Mi smo obljubili kar veliko stvari, ki jih je bilo težko uresničiti. Na veliko srečo, pa tudi s trdim delom, smo do teh rešitev nekako prišli. Obljubili smo zaposlovanje mladih brezposelnih na delovnih mestih, kot so solidarnostne ekonomije, zadruge, nova socialna podjetja. In tako smo se tudi lotili in smo naredili prvo zadrugo Dobrino, mogoče zdaj lahko spustim. Naredili smo prvo socialno podjetje, zadrugo Dobrino,
ki je zelo hitro postala dokaj uspešna. Že naslednje leto smo dobili tudi priznanje Unicredit banke. Smo dobili priznanje Unicredit banke za najboljše socialno podjetje v Sloveniji. Kar je mogoče, sem tako zaradi teh podatkov, ki sem začela, kar bi rada predstavila in kar ni bilo lahko doseči, je, da smo že v prvem letu, to so sicer urbani vrtovi, ampak zdaj ne naprej, tu sem nekaj bom pokazala fotografije, da smo že v prvem letu uspeli narediti 20 ton hrane in jo prodati. In kar je bilo za nas ključno, je, da to hrano in pridelke, ki smo jih preusmerjali v ekološko pridelavo, ki je v Sloveniji izjemno nizka, glede zelenjadnic smo samo 3%, imamo samo 3% ekoloških preskrbovalcev. Skratka, vso to hrano smo hoteli napotiti v šole, vrtce in druge obrate javne prehrane. Za tiste, ki se kakorkoli s hrano ukvarjate ali pa s pridelavo hrane in prodajo hrane, boste vedeli, da so javni obrati javne prehrane, te v njih v bistvu tako rekoč nemogoče vstopiti. Morate se prijavljati na velike sklope, pokrivati celotno sadje ali pa določene dele zelenjave, ne glede na vremenske razmere, ne glede na letne čase, banane, kivi in tako naprej so znotraj teh sklopov obvezni. Tako da mi smo vseeno z dobro voljo tako šol kot vrtcev, s katerimi smo sodelovali na Tesnu, kot tudi z usklajevanjem in na ministrstvu in s kmeti, ki smo jih pridobivali, prvo leto uspeli 20% te hrane prodati. Postavili smo tudi svojo trgovino, ki začela obratovati, naredili smo različne ponudbe, kot so zabojčki, tedenski zabojčki z hrano, vstopili smo, kot sem rekla, v šole in imeli smo tudi catering. Skratka, 2013 smo prodali že 40 ton hrane, 4 ljudje so bili redno zaposleni, z nami pa sodelovalo 47 kmetij. Leta 2017, letos v začetku leta, je Zadruga Dobrina prodala 80 ton hrane, svojo distribucijo je razširila po vse obrate javne prehrane v Mariboru, tudi v kadetnico, tudi bolnišnico, vse šole, vsi vrtci z določenimi kvotami participirajo. Hkrati trgovina še vedno podpira 4 zaposlene, kmetje so se že prekvalificirali v ekološke pridelovalce in so danes ekološki pridelovalci. 9 ekokmetov je nastalo iz našega projekta, prek 70 odjemalcev teh zabojčkov, odzemujejo našo hrano tako na Ptuju kot po okoliških vaseh Gorička, šole in tako naprej. Skratka, danes je, po 5 letih, je to socialno podjetje, ali pa ta zadruga, uspela postaviti 4 delovna mesta, ki so trajna. Poleg vseh pridelovalcev, ki jih je danes 75, ki od tega živijo. Nekateri si lahko naredijo cele plače, nekateri imajo samo delež prihodka. Mi smo večinoma targetirali ljudi, ki se niso znali soočiti z preusmeritvijo v ekološko kmetovanje, ljudmi, ki niso upali na tržnici prodajati svojih stvari, ker niso imeli certificiranih, ker niso imeli vseh prijenih svojih za to potrebnih poslovnih stvari. S tem modelom, da smo mi sploh lahko vstopili v šole, vrtce, smo šolam in vrtcem obljubili učilnice na prostem, razne sadne nasade in tako naprej, kar smo izvedli sami v šolah, skupaj starši, učitelji in otroci. S tem se je prebudilo tudi zavedanje, kdo je slovenski ekološki kmet ali pa mali pridelovalec, ki ne prodaja korporacijam, ki ne nastopa na velikem trgu, in tle se je ta zavest potem tudi obrestovala, oziroma se še danes naprej obrestuje. No, na drugi strani, za to promocijo ekološkega kmetovanja, predvsem pa, kot sem na začetku poudarila, gradnje skupnosti, ljudi, sodelovanje med njimi, znotraj sosesk in tako naprej, smo pa v Mariboru iskali eno parcelo, to zdaj vidite še vrtce in šole, prej ste pa videli urbane vrtove,
smo v Mariboru iskali eno parcelo, na kateri bi lahko postavili skupnostni urbani ekovrt. Tega Slovenija ni imela. Še danes nima Slovenija razen tega v Mariboru certificiranega ekološkega skupnostnega vrta. Maribor je to postavil. S težkimi mukami, ker smo imeli veliko manj kooperativnega župana, kot ga imate tu, ali pa kje drugod, in je bil na koncu projekta še odstavljen, smo od sklada kmetijskih zemljišč pridobili 1 hektar površine v najbolj naseljenem delu Maribora ob Borovi vasi. To je sicer v bližini Pohorja. Tam so blokovska naselja in dobili smo površino, ki je bila zaraščena oziroma zapuščena več kot 20 let, ko so bili razni odpadni materiali. Mi smo ljudi pozvali v Mariboru in tudi neposrednji okolici, da so vsi, ki želijo sodelovati na skupnostnem urbanem ekovrtu, da začnejo odreževati delavnic in da bomo ta vrt skupaj izdelali. Že na začetku sem vam podala to participacijo. Vsi projekti urbanih brazd niso bili načrtovani z naše strani v doslednem smislu, kako se bodo uresničili in kakšen bo cilj. Mi smo jih zastavili v grobem. Naša želja je bila, da na koncu pride ven Zadruga Dobrina. Naša želja je bila, da na koncu nastane skupnostni urbani ekovrt. Ampak resnični razvijalci, izdelovalci in realizatorji so bili pa ljudje, ki so se v naš projekt vključili. Kar je pomenilo, da konkretno na tem vrtu smo 1 leto delali skupaj z okrog 100 udeleženci, ki so potem 80 od njih je tudi dobilo svoj vrt znotraj skupnostnega vrta. Bom kasneje razložila še malo več o tem. Skratka, ti ljudje so se mogli samo organizirati v smislu bodisi društva ali kakšne druge organizacije. Ta namen so ustanovili društva, kjer so tudi določili, kakšna bodo pravila tega društva, kakšne so obveznosti, pristojnosti, kakšne so organi in tako naprej. Ljudje seveda na začetku zanima vsem vrst, njihova osebna parcela, pa če je kakšna lopa, da bodo lahko stvari spravili, ali če je kakšen piknik plac ali kaj podobnega. Mi pa smo to nekako vse skupaj poskušali celostno zastaviti. In sicer, da imajo ljudje skupnostne površine, da imajo ljudje svoje lastne, individualne vrtove, ki jih lahko obdelujejo, da je tudi neposredna okolica, v kateri je vrt postavljen, namenjena temu, da recimo rekreativni tekači, ker to je v Pekarskem potoku in je blizu narave, da lahko ljudje, ki gredo mimo vrta, dobijo tudi sadove tega vrta. Skratka, cela posaditev, zasaditev tega vrta je bila premišljena. Kot drugo smo vključili v sam vrt različna društva, ki so želela sodelovati, čebelari in podobni, da so postavili panje. Vrt smo prilagodili tudi za invalide, kar pomeni, da smo naredili dvignjene grede. Na vrtu deluje tudi Celenska knjižnica, to je en od naših drugih projektov, kjer obnavljamo semena starih sort kulturnih rastlin iz Slovenije. Vrt ima skupna igrala, ima skupne lope in pa en ogromen objekt s solarno energijo in kompostnim straniščem, kjer se lahko ljudje zdaj naprej izobražujejo, izpopolnjujejo, srečujejo, družijo, vse, kar njih pač veseli in kar želijo početi. Nismo imeli veliko strokovnjakov, ki bi nam pomagalo, ampak vendarle so nam bili na voljo izjemni krajinski arhitekt, ki je poznal zgodovino Maribora, ki je poznal tudi načrte še iz 80-ih let urbane ureditve, ki se nikoli niso realizirali. Seveda drugih arhitektov, sadjarje, vključevali smo, recimo za samo postavitev konstrukcije, smo vključevali lokalne proizvajalce lesa in postavljanje lop in tako naprej. Na nek način je bil celoten vrt postavljen popolnoma ekološko, iz naravnih materialov, iz neposredne okolice. Nismo poceni les uvažali s tujine, ampak smo ga našli doma. In tudi fizično so to uporabniki tega vrta postavili skupaj z nami. Nismo imeli nekih zunanjih izvajalcev, ampak smo vse skupaj to počeli sami. Če greste potem kakšen let kasneje na vrt, vidite, da je vrt zaživel kot skupnost, da poleti ljudje tam berejo, delajo pri svojih lopah, na svojih mizah razne
kateri znotraj tega objekta in celotnega kompleksa pač pripravljajo razna predavanja, predelave, pridelave in tako naprej. Imeli smo nekaj zadreg in sicer prva zadrega je bila, da so se ljudje ustrašili tega ekološkega. Mi smo zahtevali certificirano ekološko predelavo, ker je to znotraj urbanih središč edini možni in pravilni način. In ljudje so, včasih imajo za tem poimenovanjem tudi sami kmetje, recimo, velik strah, kaj moram zdaj vse narediti, katere certifikate, katere izobraževanja. Ampak v bistvu smo že tako z 1, 2, 3 delavnicami približali, da to ni nek monstrum, da so to enostavne stvari, da pač moraš imeti papirje in da na koncu lahko tudi svojega vrta, če želiš, prodajaš stvari ali predeluješ za svoje lastne potrebe. Mogoče vam zdaj spustim, zdaj še teče to, ok, potem bom pa tole. Izpostavila bi pedagoško in andragoško delo, ki je bilo narejeno in sicer na 3 nivojih, ker jaz pri svojem dosedanjem delu projekt Urbane brazde ni edini, ki sem ga naredila, je bil zelo odmeven, ogromnokrat nagrajen in tudi, če se smem pohvaliti, Evropske prestolnice kulture po Mariboru imajo vse ekološko noto, kar pomeni, da so ta del projekta in Urbane brazde kot nek moto razumevanja kulture, ki gre na biodiverziteto, ki gre na pridelavo, predelavo, kulturo, hranjenje in tako naprej, nekako so to pripoznali kot nekaj pozitivnega. Skratka, ta projekt, kot različni drugi projekti, ki sem se jih lotevala, so vedno vključevali soraziskovanje oziroma participativno raziskovanje. Znotraj andragogike imate kar veliko tovrstnih raziskovalcev in teoretikov, ki govorijo o tej praksi. Najdete jo lahko pa tudi že pri Frejerju, pa še pri marskaterem drugem sociologu in andragogu, pedagogu. Skratka, to soraziskovanje je vsakič prineslo cilj in to se mi zdi res pomembno. Da, ko hočemo, recimo, da imamo projekt ali pa da imamo neko možnost ali pa da imamo njivo, kot je v tem primeru, da pokličemo zainteresirane ljudi in da skupaj z njimi premenjamo v nekem določenem roku cilje, ki jih želimo doseči in potem s tem ljudmi cilje uresničimo. Pri nas se je pač to izkazalo kot najboljša praksa, se pravi praksa od spodaj na zgor, grassroots, ljudje definirajo projekt, ga tudi vodijo v druge smeri, kot je bil mogoče na začetku načrtovan, ampak neki temeljni cilji so pa na koncu vendarle doseženi. Kar se je pri vrtu pokazalo, v tem vrtu je nastal tudi film, kar se je na koncu pri vrtu pokazalo, da so nekako zrasli medosebni odnosi. To so bili ljudje, že prej sem vam rekla, iz Borove vasi, iz blokovskega naselja, ki so se vsak dan srečevali v dvigalu ali pa na stopnišču, pa se niso niti pozdravljali, niti osebno poznali. Ko pa so začeli skupaj pridelovati na vrtu, so se v blokih obiskovali na večerjah in tako naprej. O tem je tudi film, da ste lahko videli, nismo ga mi proizvedli, so ga drugi režiserji. Ampak vendarle, nehote, ko od spodaj vstopimo v skupnost in jo skupaj z ljudmi na terenu in tistimi, ki imajo interes sodelovati, začnemo preoblikovati, se ta skupnost tudi zgradi in to se v primeru vrta seveda zgodilo. To je bilo v resnici v celotnih urbanih brazdah, po mojem prepričanju že takrat, pa tudi kasneje se je to pokazalo najlažji projekt, ki ga je bilo treba pač izvesti. In zato smo potrebovali eno njivo, za katero smo se recimo eno leto skoraj da borili za župan, in na koncu župan ni dal. No, ta njiva v primeru Ajdovščine je. Tudi podpora, mislim, da je, tako znotraj Ljudske univerze, občinskih struktur. In naš današnji namen je, da premislimo, oziroma da boste vi v skupinah, kot sedite, premislili, kaj bi lahko iz te njive zraslo. Oziroma, čemu bi lahko to parcelo, to konkretno njivo namenili za neke dolgoročne ali pa kratkoročne prakse, ki bi lahko vključevale tudi izobraževalne učne prakse, priložnostno učenje.
Zdi se mi, da treba pri tem nedvomno upoštevati, če smo pogledali izdelke, ko smo vstopili v to stavbo, da je tle bilo že res veliko narejenega in da je treba v vsakem primeru pripoznati to prakso. Mi smo tudi v Mariboru, ko smo vstopili v katerikoli projekt, najprej smo poskušali ugotoviti, kaj so ljudje tam že naredili, kdo je tam že kaj poskušal na katerem koli področju, kaj postoriti, do kam je prišel in zakaj se je stvar ustavila. Zato sem vam prej omenila, da smo vzeli koncepte, ideje iz 80-ih let, ki so bili pač v drugi državi, bili so koncepti urbanega vrtnarstva, sicer brez nekih ekoloških principov, ampak so bili dobro zastavljeni in tudi vsi teritoriji znotraj mesta, ki so bili že takrat določeni kot potencialno možni, so bili odlični teritoriji. Tako da smo nekako vzeli, recimo, to neko background, ta zgodovinsko, predhodno znanje in se z neko senzibilnostjo postavili v okolje, kjer je to počasi začelo živeti. Zdaj pa dala en kratek filmček. Pozabila sem vam razdeliti, tukaj imam še brošurice, sicer žal samo v angleščini, prav v tem urbanem vrtu, ki je nastal, pa bi prosila čisto podate naprej. Tudi sicer vsa ta imena, Zadruga, Dobrina, Semenska knjižnica, Urbani ekovrt, Urbane brazde, se to najdete na internetnih straneh, danes to vodijo drugi ljudje, mladi ljudje, imajo z tega zaposlitev, pač delajo in razvijajo stvari naprej. Mogoče še ena nadgradnja. Ja. Mogoče še to bi rekla, ker pa se socialno podjetništvo, je sicer rajši v Sloveniji, pa tudi tako splošno v Evropi, govorimo o socialni ekonomiji, oziroma o solidarnostni ekonomiji. Ker mi smo imeli prej, kot veste, zadružništvo, danes pa s to EU retoriko in politiko dobivamo pač socialna podjetja. In pa je dostikrat kdo zmeden, kaj to sploh je. Tudi ko smo s kmeti v Jurovskem dolu pa v Slovenskih goricah na začetku govorili o neki alternativni kooperativi ali zadrugi, ker smo vedeli, da je termin zadruga pač obremenjen, so se na začetku tega zelo bali, ker pač zadružništvo iz preteklih let so razumeli drugače, kot SP, pa kot samostojni podjetniki pa niso upali poskusiti in tudi tisti, ki so poskusili, marsikdo ni bil uspešen. Skratka, jaz govorim o solidarnostnih ekonomijah, ker je to en koncept, ki se je razvijal v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih, ne samo v Evropi, tudi v Latinski Ameriki, kjer je danes najboljša praksa različnih participativnih pristopov, tako znotraj ekonomije, politike in tako naprej. In mi smo poskušali na tak način to socialno podjetje ustanoviti, da ima res to solidarnostno ekonomijo vgrajeno in da ni v nobenem smislu, ne samo da ni profitno usmerjeno, ampak je dejansko vezano na skupnost. Doseči to, da danes prek 70 ljudi tako ali drugače sodelujejo v tej ekonomiji, da so vsi obrati javne prehrane, ki jih je, mislim, da prek 50, s kadetnicami, bolnišnicami in tako naprej vključeni. To ni majhna stvar in hkrati doseči to, da ti ljudje med sabo sodelujejo, da poznajo drugega, da komunicirajo, je tudi en velik dosežek. Morda zato ni presenetljivo, da je, če se spomnite, pa ostaja po Mariboru 2013, sicer potem prišel nov župan, ki si je začel obnašati zelo podobno kot tisti župan, ki so ga odstavili, ampak ljudje so začeli te skupnostne prakse graditi od spodaj naprej. V Mariboru so prvi uvedli participatorni proračun, začeli smo v okviru urbanih brazd, začeli smo z samoorganiziranimi četrtnimi skupnostmi v lokalnih okoljih, v četrtnih skupnostih, preizpraševati, kaj po novem županu, katere nove razvojne usmeritve za mesto, katere nove prakse, kaj je bilo izključeno, kje nas nihče ni slišal. Ljudje se od takrat, to zdaj teče 5 let, zadevo vodi iniciativa Mestni zbor, če boste kdaj slišali, imajo 7 takih skupščin, ljudi, ki se srečujejo na četrtnih ravneh vsake 14 dni.
Ogromno so že spremenili, prvi participatorni proračun so uresničili in ta praksa se je kasneje začela prenašati v marsikatera druga mesta, tudi konec koncev v Ajdovščino, Komen, Ankaran in tako naprej, Novo Gorico in tako naprej. Tako da hočem reči, da ta, ne bom rekla, da so zdaj za vse krive urbane brazde, jaz sem da tudi te iniciativi Mestni zbor zelo aktivna, še danes z njimi sodelujem, ampak mi smo v okviru urbanih brazd kot enega od krovnih projektov postavili Center alternativne in avtonomne produkcije. Sliši se mogoče malo komplicirano. Skratka, en center, ki služi kot platforma za vsa nova socialna podjetništva, solidarnostne ekonomije, razvojne projekte, tudi za nevladni sektor. Skratka, vsi, ki rabijo podporo, kako razvijati statutarno, prek zakonodaje in tako naprej, kako razvijati svoje organizacije ali pa teme področja, ki jih želijo pokrivati, so pristali znotraj tega centra alternativne in avtonomne produkcije, ki je bil nastavljen. In danes je ta center že prerasel v vertikalko, prek 150 ljudi je noter aktivnih, mislim, da prek 64 različnih podjetij, zadrug in nevladnih organizacij. In ta center alternativne in avtonomne produkcije je res postal neko to, bi rekla, nevladno ali pa solidarnostno gonilo znotraj regije. Predem vam samo še en kratek filmček pokažem in potem bomo nekako si razdelili naloge za naprej. Bi rekla še to, da ti dosežki, če tudi mogoče zgleda kot neka samohvala, to so dejansko dosežki ljudi, ki so bili prej brezposelni, neaktivni, nedejavni, bodi si upokojenci, bodi si srednja generacija, ki se je aktivirala in ki je sama te dosežke realizirala in vsak dan znova realizira. Recimo, Center alternativne avtonomne produkcije ni dobil, odkar je bil izvoljen nov župan, €1. Ni dobil €1 od države. Center nenehno raste. Izključno z mednarodnimi regionalnimi sodelovanji, ker ima tudi Ajdovščina nekaj možnosti, ker imate Italijo blizu, pa so mednarodni projekti, in izključno iz tujih projektov kooperativ oziroma zadrug. Center alternativne avtonomne produkcije je tudi prvi, ki prevaja in pripravlja vse dokumente za kooperative in zadružništvo, to, kar v Sloveniji pač več imamo. In v ta namen tudi za začetek leta oziroma marec 2018, to je že kmalu, pripravljamo posebno številko časopisa za kritiko znanosti, kjer bomo prav o solidarnosti ekonomija govorili in jaz bom to rednikovala in znotraj je večina teh primerov iz Slovenije in velik poudarek je seveda na Mariboru, ki je razvil zelo močno mrežo. Zdaj pa mogoče, da vam dam samo za nek čist kratek prispevek, to je sicer z tega nastal en filmček, to je nek trailer, ki vam ga bom tukaj pokazala, potem pa vas bom probala usmeriti k izdelavi načrta oziroma ideje, kaj bo iz te njega v Ajdovščini. To je že dolgtino, to je zdaj že stara stvar. Tudi, kot vidite, se lotijo predvsem skupnosti in generacij in na zgodbi nekaj ljudi potem predstavijo to zgodbo urbanega vrta. No, ampak kar ne bi bilo pa zdaj nekako moj namen je, da vas zanimiram, da na podlagi prejšnjih predstavitev in tudi izdelkov, ki ste jih videli in vidite tu, da poskušate v skupinah premisliti, kaj bi lahko bila aktivnost, kaj bi bil cilj njive, ki jo je občina oddala Ljudski univerzi. Njive, na kateri se je že pridelovalo in kjer so že potekale in delavnice, aktivnosti srečevanja. Sicer ima Ljudska univerza 2 programa, s katerima bo delovala v naslednjem letu in kateri udeleženci bi na tej njivi sodelovali. In sicer kumovce, se pravi mlade do 26 let in pa program socialne aktivacije, kjer bodo odrasli do 49 let vključeni. Mogoče ta okvir vendarle pomemben, če bodo to izvajalci oziroma potencialni novi vrtičkarji. Kar vas prosim je, da na mizi imate A3 format papir,
prosim vas, da v skupinah, kot ste razdeljeni, sodelujete. Dam vam 15 do 20 minut časa in da predebatirate med sabo, kaj bi bila potencialno lahko neka ideja, vizija tega vrta. Ideja, ki bodo potem lahko v okviru Ljudske univerze tudi predebatirali svojimi udeleženci. Jaz sem vam poskušala naskicirati nekaj izhodišča, in sicer v smeri pridelave in predelave, se pravi solidarnostnih ekonomij, tudi teh pristopov zaposlovanja. Lahko je ideja bodisi v smeri biodiverzitete, krepljenja znanja in pridelkov zelenjadnih, zelišč in tako naprej. Lahko je urbano skupnostno upravljanje, to, kar smo mi v neki meri še najbolj naredili v Mariboru, se pravi, kako je vrt samo podlaga, da se mi lažje pogovarjamo, srečujemo in začnemo delovati znotraj svojih skupnosti. Vrt kot platforma za grajenje družbenih odnosov. Lahko so to učilnice na prostem, kot ste videli prej, smo v šolah naredili razne učilnice. Lahko je vrt za pridelavo avtohtonih sort, izginjajočih. Mi smo v Mariboru posod, kjer smo recimo sadili sadna drevja, so bile to nizkodebeljne stare sorte, nič ni bilo od novih sort, zelišča, leska in podobne stvari. Vse, kar je bilo prej doma na tem ozemlju. Če tudi imamo lahko neke izzive, recimo predstavljena zelišča ali pa čaji, zdravilne rastline, ki so tu že raste, jaz v tem nekako sploh ne vidim nič negativnega, ampak samo pozitivno, kajti pestrost, biotska pestrost v Sloveniji je v zadnjih 30 letih tako degradirala, da karkoli sedimo, če ne prinesemo gensko spremenjenih semen z drugega konca sveta, karkoli sadimo, da povečuje biotsko pestrost, s tem pridobiva lokalno okolje. Naslednji premislek je Ajdovščina in njen vrt v mestu. A je to urbani vrt, a je to nekaj, kar lahko poveže tudi podeželje, a je to nekaj, kar bo povezalo ljudi samo iz mesta, katere generacije in kako. Naj bodo to neki napotki. Prosila bi, da v vsaki skupini določite tudi poročevalca, ki bo potem čisto na kratko predstavil vašo idejo ali pa glavno ugotovitev, do katere ste prišli, in to bomo potem skupaj tudi prediskutirali. Tako da zdaj imate svojih 20 minut, lahko izrišete, lahko napišete in čez 20 minut bo zgodbo predstavljeno. To bo moj. To mogla trajetno pregled. Ja, torej gremo dalje in lep pozdrav z vize številka 7. Kaj ostavljamo? Napisali imate na veliko. Naša ideja je bila, tako da smo pogledali malo izven trenutnega vrta, ker vse smo videli, da v Mariboru se začeli malo bolj na veliki površini, kakor trenutno Ajdovščina. Zato smo zamislili, da v bistvu cela Ajdovščina, naš sadni vrt, zakaj bi se šlo? Šlo bi se v bistvu zato, da bi vzeli pač tudi en štart, kjer je, se pravi, ta vrt je za štart. Od tle naprej pa šli v bistvu, da bi vse občinske površine v Ajdovščini spremenili v vrt na način, da bi dali tam sadna drevesa, jahodičevje, kakšno zelenjavo celo. Kako bi pa tu povezali samo, se pravi, z ostalimi skupnostmi, bi šlo pa nekako tako. Kaj bi bil namen? Namen bi bil najprej povezava z izobraževalnimi ustanovami, recimo šole, tukaj bi otroci v šolo spoznavali recimo sadna drevesa, premajhno pisem. Se pravi, šole, tukaj bi recimo otroci v šolo spoznavali neka sadna drevesa, recimo načine, kako se obrazuje, različne zelenjave, vrste zelenjave, jahodičevja, kako se to goji. Tukaj bi lahko tudi recimo z Univerze v Gorici oddelek za sadjarstvo bil pač nek, recimo,
neko povezava. Zraven bi povezali tudi recimo malo socialne podjetništvo, in sicer predelava viškov, nekih, ki bi pač bili na teh hrdovih za neke izdelke, ter prodaja, tako recimo kakšnim brezdomcem lahko omogoči nek vir dohodka, ki bi pač pomagali pri tem projektu. Zraven gre za ohranjanje starih kultur, ki bi se pravi, če bi bilo šlo zasadno, da bi svetili stare kulture, ki so recimo tukaj že počasi izginjajo. To pa se mi zdela zelo zanimiva ideja, v bistvu povezava s turizmom. Zakaj da bi bila v bistvu Ajdovščina unikatna ponudba sadnega mesta, se pravi kot za turiste, ki pridejo sem, po ulici se držijo na jabko, pojejo, gre malo naprej, držijo na hrst, še malo naprej se držijo 3-4 jagode, če ne je celo en cvetačo, se znamo in pa za večerjo pojejo. Zraven turizma je pa tukaj še izobraževalni turizem, se pravi, dejansko se bi hodili k nam učiti, večje skupine, kako bi dejansko lahko malo v svojih mestih tudi tu razvili. Pa smo naredili samo še dve točki, in sicer kdo bi tu vodo. Za začetek, se pravi, v bistvu začetek se je že začel, z tem malim vrtičkom, ki igra nekako Pumo in trenutno in Ljudska univerza pa se pravi Brje vodijo trenutno. Zdaj začenja se v Ajdovščini tudi socialna aktivacija, se pravi, lahko njih povabimo, to je dejansko nek stalna količina ljudi, ki že imajo neko znanje, dejansko lahko to vzdržuje in dejansko tudi ustvari. Kaj pa potrebujemo? V bistvu potrebujemo neke občinske površine, se pravi občina dejansko v ta kontakt z nami, kakšne partnerje, kot socialne trgovesnice in pač recimo kakšni ljubitelji, ki doma že vzgajajo neke stare kulture, ter pa pomislili smo tudi recimo na Ministrstvo za kmetijstvo in turizem, ker smo v bistvu te dve stvari povezali tudi tukaj z našim projektom, nekako. Tako da, to je bilo to. Najlepša hvala, ker nam čas uhaja, gremo hitro naprej, pa prosim, če lahko od zdaj naprej vsak porabi 2 minuti pa pol. Ja, mi smo zmislili glede na velikost terenive, da bi bilo boljše, da zasadimo več različnih stvari, da bi imeli kakšni učni vrt, na katerem bi bile lokalne ali pa kakšne avtohtone rastline. Ta vrt bi se zasadili tako, da bi javno povabili ljudi, da prinesejo svoje semena ali pa kakšne sadike od avtohtonih rastlin in bi jim obljubili, da bi tudi po tem, ko bi te rastline zrasle, priredili kakšno zelenjavo, da bi lahko te rastline, semena in rastline menjavali, da bi tudi v bistvu s tem spodbudili ljudi k sodelovanju. Zraven bi naredili tudi učilnico na prostem. V tej učilnici bi, rekli smo, da bi imel Puntun večina čez, da bi pomoci predstavljali kakšnim šolam, vrtcem, imeli kakšne delavnice, lahko tudi kaj se z teh rastlin da narediti, ali pa kako se te rastline vzgaja, kako se z njimi dela, na tak način. Bilo bi pa tu, če bi videli, da bi to delalo, bi to lahko razširili tudi na po celem mestu, naprimer tudi med šole, med vrtce, med domov starejših. Ja, cel to mesto. Mi smo izhajali iz te ene in edine njive, ki jo zdaj obdelujejo Pumovci. Vključili pa bi poleg Pumovcev tudi tiste, ki so vključeni v program socialne aktivacije, torej socialno ogrožene, težje zaposljive, ranljive cele skupine, skratka, ki
obdelovanje te njive pridobili različne veščine. Zamislili smo si tako, da bi to njivo oblikovali kot učilnico na prostem. Povezali bi se želeli bi, da bi bilo to hkrati tudi lepo urejeno, privlačno tudi za ostale prebivalce kraja in tudi za mimoidoče, ki se mimo te njive peljejo, ker je menda ob cesti, tako so mi povedali, da bi se tudi oni tam ustavljali in morali biti preživeli en del časa tam, no. To je sicer že vizija, tako, čez leta. Sicer pa je bil namen, da bi se vključeni v program povezali z ajdovskimi podjetji in naprimer kakšnim krajinskkim arhitektom, ki dela v tem okolju, ter skupaj z njimi zasnovali tole učilnico na prostem in bi na tak način spoznali podjetja, torej kakšne žage, mizarje, ne vem, skratka, izdelovalce, kaj ste rekli, verik, skratka, takšnih stvari, ki bi prišle prav pri oblikovanju tega prostora. In potem skozi to učilnico na prostem z leti mogoče zapeljali stvar v smer socialnega podjetništva, vendar v tem primeru bi se pač to nekako razvijalo po svoje, ker pač po naravi dela to verjetno ne more iti z roko v roki, po naravi programa in te dejavnosti, ki jo Ljudska univerza pelje in socialno podjetništvo. Skratka, da bi se ločilo. Pa še mogoče to, da bi vsi tisti, ki so v program PUMO in tega program socialne aktivacije vključeni, so vključeni za določen čas, za 10 mesecev, 11 mesecev, da bi v tej učilnici na prostem lahko delovali tudi po končanem programu in da bi razvijali svoje spretnosti, predajali znanje naprej v tem stilu. Jaz upam, da sem zajela vse, kar smo se. Skupina 6 morda ni dala nekih zelo konkretnih stvari, kaj naj bi bilo na tej njivi, ampak kar nekaj zanimivih pomislekov. Naprimer, da moramo predvsem izhajati iz danih možnosti njive, da je treba zastaviti tako, da bo vzdrževanje, da ne bo pripravo, da je pomembno, da ponudimo tam tradicionalne kulture in večamo primerjavo s sodobnimi. Se pravi, na tradicionalne kulture se bolj spozna starejša generacija morda in bi jo to pritegnilo. Hkrati za sodobne bi pa se povezali morda z nekimi strokovnjaki tudi iz fakultet in bi spet lahko na prostem, se pravi, privabili otroke, povezali se pravi starejšo, mlajšo generacijo na tak način. Potem naj bi izhajali, vsaj povprašali, kaj prebivalci želijo, kaj oni menijo, da bi prineslo razvoj in zaposlitve. In potem nekako to skupino pa smo dolžni mi pripeljati do nekega skupnega cilja. Skupina je tista, ki bi potem skupno oblikovala cilj z našo pomočjo, ker se nam zna sicer zgoditi, da bi bilo preveč teh ciljev, če prepustimo prebivalcem vse te ideje. Potem morda še ljudi, ki že sodelujejo z Ljudsko univerzo Ajdovščina,
pripeljati na lokacijo Urbani vrt, prav na tak način, kot je že prej Nataša tudi opozorila, morda z nekimi podarjenimi sadikami, semeni, tako da vsi tisti, ki že sodelujejo, pač izvedo za ta naš nov Urbani vrt. Predvsem pa se mi je zelo zanimivo, ker morda ne vemo vsi, da je v bližini te njive tudi že obstajajo vrtičkarji, vrtovi v območju Kresnic in bi bilo spet to morda eno zanimiva ideja, da povežemo te prebivalce Kresnic z to njivo. Potem pa korake naprej na širše območje Ajdovščine pa Vipavske doline. Še uporabno se mi je zdelo, kar je povedala gospa Brigita Kruder, da pri njih že potekajo urbane večerje, 3-krat letno, na katere povabijo pomembne ljudi. Te večerje ni potreba, da so nekaj posebnega, posebno so zato, ker je to zelenjavna juha iz vrta. In se potem povabi različne ciljne skupine, prostovoljce, podpornike, sponzorje učnih mest, tudi to obstaja in s tem se potem širi ta ideja in pa prepoznavnost. Kajti predvsem je pomembno to, da v okolju tudi ljudsko univerzalično s predavanji, vezanimi na Urbani vrt, širi prepoznavnost. Če treba dodati te večerje, ste bili deležni pri naših partnerjih v Rotterdam, da te Urbani vrt, da so zdaj prepoznali ne so daleč, torej ne slovenska Rustica Rotterdam. Je bilo pa tam šlo in pa bilo kar nas tam šlo. To je zelo različno. No, mi smo si pa tako izdali izziv, da bi ta njiva bila kot neko orodje za povezovanje. Namreč vsi deleženci smo videli problem Vipavske doline oziroma tudi občine Ajdovščina v povezovanju med javnimi ustanovami, občine, kmetijski zavod, razvojne agencije, društva, neformalne skupine in med posamezniki in tudi recimo močnimi kmetijami in da bi ta njiva predstavljala kot neko tak orodje. Kaj nas bi pa združevalo na tej njivi, bi bila pa prota spet ozreja nekih avtohtonih sadik oziroma sort in potem mogoče distribucija teh sadik po drugih vrtovih, drugih območjih. S tem bi pa seveda gradili na socialnem kapitalu. Glavni končni cilj pa je bilo pa 100% avtohtoni produkt iz Vipavske doline, ki ga bi potem v bistvu podali vse trgovine in tudi uporabili recimo v restauracijah. Tukaj imamo tudi dve predelovalni industriji in tako da bi se na ta način združevali in potem pridemo do ekonomskega kapitala. Ne smemo pa tukaj pozabiti na pomoč medijev, tako urejenih spletnih strani, socialnih omrežij in pa lokalnih časopisov, da bi vsi v bistvu radili na te skupnemu cilju, to je 100% avtohtoni produkt Vipavske doline. Najprej mogoče specifika naše skupine, 3 močne članice študijskega krožka SIMKA, ki so zastopale tudi stališče, da imajo doma vrtove, poleg tega, da se združijo v študijskem krožku. Potem pa nas je bilo še nekaj nabranih iz različnih koncev Bosne in Hercegovine, iz Irske, pa nekaj nabiralcev zelišč, pa nekaj laičnih vrtnarjev in podobno. Mi smo nekako prišli do spoznanja, da si želimo sožitje ljudi na takem vrtu, ampak tudi sožitje rastlin. Torej je treba dobro premisliti, kako kombinirati zelišča, zelenjavo, sadje in podobno. Premišljeno torej. Potem, kot sem že rekla, vsak ima tukaj, ki živi bolj na podeželju svoj vrt in nima časa. Kje so ljudje, ki imajo čas? Take ljudi je treba poiskati in to je bil tudi primer v Mariboru, torej brezposelni, starejši invalidi, ki podpirajo tudi eno prilagoditev, naprimer visoke grede za starejše invalide. Zdaj pa, če bi se že odločili, da je to en vrt za skupnost, kaj bi nas povezalo, vse pa učenje.
potem upeljava novosti, čoke, naprimer eksperimentiranje torej z različnimi kulturami, ohranjanje oziroma predajanje starih znanj, nekateri še imamo, babice, dostop torej do teh znanj, in pa mogoče na tem vrtu tudi gojiti rastline, ki jih potem lahko uporabimo za gojila, za zaščito, greh in podobno. Ampak menimo pa, da je treba zaščititi to, kar bi gojili, torej to, da je njiva poleg ceste v redu, ali ga nekaj zaščititi, da je odraste živa meja ali kaj podobnega, na to je treba biti zelo pazljivo. In res apel, kje so ljudje, ki imajo še kaj časa, zato da bi se združevali, oziroma kako prepričati ljudi, ki nimamo pot, da nimamo časa, da se ga vendarle najde in da se ga lahko delimo v takšnem vrtu. Hvala lepa. Še dve skupini. Hvala. No, mi kot zadnja skupina pravzaprav nekako smo že dokaj, bi rekla, enotni z ostalimi. Smo pa dali naslov temu vrtu, vseživljenjski učni vrt, kar pomeni nekako, da bi pravzaprav povezovalo medgeneracijsko in medinstitucionalno, tudi torej različne institucije, kot so pravzaprav že prejšnje skupine omenile, a ne? Šlo bi tukaj tudi predvsem za druženje in sodelovanje med samimi pridelovalci, ki so že nekje uveljavljeni lahko, ne? In sodelovanje do teh, ki bi se tukaj nekaj prvič udejstvovali. Mi smo dali tudi poudarek recimo prav na mladino, a ne, kot naša prihodnost. Torej na ponovna socialna vključenost, recimo tudi PUM je tukaj bil omenjen, neko opolnomočenje teh mladih ljudi, ki so lahko izhajali iz različnih socialnih okolij kot nekako ena marginalnost, da bi tudi oni se čutili pomembni in torej, da imajo tudi oni svoj prostor, reka, tukaj med nami. In ta vseživljenjski učni vrt bi jim dal en tak, bi rekla, odskočna deska, no, nekam, tudi da bi se recimo povezali nekje z okoliškimi kmeti. Mi vemo, da smo tukaj Vipavci oziroma Vipavska dolina, dosti vinogradnikov, ki bi potrebovali tudi kasneje kakšne pridne roke in pri naših bandimi, tako imenovani, ne, torej trgatvi, kadar recimo na vrtu lahko bi nekje in tudi dopuščal časa, kakorkoli bi se povezli med sabo. Tukaj smo videli razvoj novih delovnih mest, recimo prav tukaj ena izmed naših kolegic je rekla trsničarstvo in spet ena lepa povezava tudi med vinogradniki, nove izkušnje, kar bi povezali tudi s turizmom. Vipavska dolina ima dosti oziroma vedno več tega, doživljajski turizem, povezovanje z mediji, kar ste že omenili tudi prej, torej dobra obveščenost predvsem na spletu, pa tudi ostali mediji. Šolski vrtovi in kakšni čebelarski krožki, mi vemo, da na osnovnih šolah dobro delujejo, vsaj tudi kar sama poznam, in te izkušnje nekako uporabiti tudi zase, ampak tudi za širše okolje. Zdaj, kaj bi mi predelovali, v glavnem ste že omenili skoraj vse, kar smo tudi mi, ampak že, ko smo ta zadnji, ne, smo mislili malo eksperimentalno, tako kakšne nove kulture, glede na naše podnebne spremembe, sploh tukaj Vipavska, veste, da se soočamo s problematiko suše in tudi 40 stopinj, kar smo letos bili zelo deležni. In tako naprej, no, kakšna nova žita, ki se uveljavljajo. In še tak hecen, malo za konec. Kolegica je omenila tukaj tudi malčka mlečni izdelki, v smislu, da bi kakšne koze imeli zraven, ki so dobre, ekološka kosilnica. Ne? Se pravi, da bi bilo treba, se veste, preveč plet, ker koza poje vse tisto, kar sme, tudi česar ne sme. Tako. Ja, ostalo ste pa že krasno omenili, tako da jaz mislim, da bi se samo še malo ponavljali. No, nekako toliko bi bilo. Hvala. Hvala lepa, še ena skupina je ostala. Ja, glede na to, kar ste že vse omenili, bi sam še to poudaril, da tu je njiva, ki praktično jo lahko delaš tudi celo sezono. Ne?
ker bi pa prvo te želišča, kar so trajnice več ali manj posajene in z tega bi prideloval to, kar ste že zdaj, se pravi lahko želišče soli, kar je. Ostalo bi pa namenil sezonski zelenjavi in to ne bi te ljudje, ki bi to delili, tudi prodajali na tržnici. Tako da bi čutili, kaj pomeni zaslužiti tudi nekaj iz tega ven in tu vsaj enkrat na teden na tržnici. Glede na vsega bi lahko, kar je tudi namakano, bi lahko imeli praktično od oktobra naprej vedič do spomladi. In bi vedno nekaj lahko dajali. In bi ostalo pa še, ti ljudje lahko en mesec grejo v trgatu tudi in bi moralo biti to povezano, ker vidijo, da strojni obiranje grozdja ne gre. In izkoristiti treba zavod, kmetijski zavod, ki ima predavanj ogromnih, pa še vključiti noter most, ki imamo tudi polno ljudje, ki veliko vejo, veliko znajo. Tako da polno. Najlepša hvala sem, zmanjkalo nam je za čase, ker sem obljubila, da catering lahko se štarta čez 1 minuto oziroma je že štartal. Itak je bil danes nekako moment, da zberemo ideje oziroma da vidimo, kam bi šla vaša razmišljanja in mislim, da smo to nekako dosegli. Se pa veselim prihodnje leto ali čez 2 leti, ko bomo prišli v Ajdovščino in ugotovili, kam je Ljudska univerza odpeljala projekt Ponovci in vsi ostali udeleženci. Hvala lepa. Hvala, gospod Marta. Jaz bi se zahvalila res vsem vam za te dragocene prispevke. Zagotovo smo dobili kar nekaj idej. Mi bomo to brali, zapisali, imeli sigurno še veliko debat okrog tega in tudi sama se veselim, da vam prikažemo, kaj bo z tega nastalo.